V temle video vodiču vam bom pokazala, kako lahko naredite takele podnapise v Canvi. Zdaj vidimo, da podnapisi so zelo taki klasični. Canva trenutno ne omogoča podnapisov, kjer bi lahko zaznačili, da je vsaka beseda, ki jo izgovorim, obarvana, ampak je dejansko v bistvu čisto neka ta klasična varianta podnapisi, ki jih lahko seveda pač barvno prilagodimo. Skratka, Canva nam v njenem stilu ponuja oziroma omogoča, da tudi podnapise delamo v skladu z našo celostno grafično podobo. Evo, pa si poglejmo, kako v bistvu zadevo lahko naredimo. Zdaj, ena opcija je, da v bistvu naložimo video direktno tukajle preko tele zadeve. Najlažja varianta je, če greste odtipkat na Google Canva podnapisi, in bo prvi zadetek, bo tale spletna stran, torej canva.com features add subtitles to video in lahko tukaj naložite video. Zdaj, kaj pomeni video? Video je lahko narejen video, ki ste ga, ne vem, posneli s telefonom, ali pa video, ki ste ga recimo posneli v Screenpalu, pa zapakirali v MP4 verzijo, ali pa, ne vem, video, ki ste ga mogoče v Zoomu posneli. Skratka, bistveno je, da je v MP4 obliki in lahko naložite tukaj. Zdaj, pokazala bom najprej to varianto, potem pa pokažem še eno, kako jaz sama delam, zato da sem majčkeno bolj strukturirana oziroma da so stvari, bom rekla, majčkeno bolj urejene v Canvi. Torej, tele bom jaz zdaj naložila video iz svojega računalnika in v bistvu sprocesirala oziroma pustila, da zadeva sprocesira se sama. Torej, takole iz svojega računalnika izberem en video, torej čist klasičen video, ki še nima nobenih podnapisov ali česarkoli, dam odpri in pustim, da tole zmelje po svoje. Ok, tukaj lahko vidimo, da se zdaj nekaj dogaja. Bilo je zelo hitro, zdaj tukaj je šlo za video, ki je dobre 2 minutke dolg. Skratka, te šorci oziroma vse te kratke objave, ki pridejo poštev recimo za Reelse, pa za Instagram in za Facebook in za YouTube, je najboljš delati tam do 2 minute 58, 59 in je tole rabe recimo da pol minutke ali pa minutko, da je takole zmlelo. Zdaj v resnici, kot lahko vidiš, je pravzaprav vse, kar je naredil, je to, da je naredil, da je video zapakiral oziroma video notatal in pa da me je že takoj vrgel na ta del, kjer piše tukajle napisi. Torej, če pogledaš po levi strani, boš videl v meniju, so tukajle na levi strani v meniju napisi, ampak nas je on že kar tukajle vrgel na ta del in samo vpraša, če želim oziroma kaj želim narediti in mu sam dam tukajle ustvarjanje podnapisov. Skratka, ta princip nam samo to pomaga, da če slučajno tega, če te opcije ne najdemo v sami Canvi, nam to pomaga, da pravzaprav nas pripelje do te stvari, da sam pritisnemo en gumb in zmelje zadeve. Bo pa trajalo to zdaj kar nekaj časa, da zmelje, pa bom pustila. Evo, v bistvu, dala sem na pauzo, pa sem lahko takoj dala naprej snemati, skratka je naredil v 15-20 sekundah. In tukaj zdaj lahko vidimo, podnapisi so po defaultu taki, kot so. Lahko se tukaj poigramo, torej da recimo spremenimo pisavo, skratka jo naredimo v skladu z našim brandom, torej z našo celostno grafično podobo. Zdaj sem spremenila Montserrat, tukaj pod učinki bom spremenila tole ozadje, tukaj le spodaj. Fino je, da malo prosojnosti pa tega pustimo, ampak lahko pa barvo zamenjamo, recimo, ne, zdaj vzela rozasto, se nima niti toliko veze. Skratka, zdaj smo dobili video in pa v bistvu te podnapise. Če dam tukaj le play, to, da bomo videli, kako zadeva deluje. Vidite, v bistvu praktično ni skoraj potrebe po popravljanju ali pa karkoli. Če pa želimo popravljati, pa samo kliknemo torej na tele napise. Torej, če bomo kjerkoli druge imeli izbrano, tukaj le zgoraj, vidite, piše samo uredi. In zdaj, če želim pa podnapise urediti, moram pa torej klikati na ta tekst in dobim opcijo napisi, kliknem gor in lahko popravljam. Zdaj, slaba stran tega je v primerjavi z recimo s kakšnim deskriptom, je to, da tega teksta ne moram dobiti
celotnih podnapisov, vsaj trenutno nisem sama najdla neke opcije, da bi lahko vse podnapise dobila ven, pa dobila opcijo, ne vem, da dobim iz tega tekst, ki ga lahko uporabljam za, ne vem, članke ali pa za blog ali pa za članke na socialnih omrežjih ali pa karkoli, lahko pa popravljam, torej tukaj neposredno noter. Tako da v bistvu, vidite, tukaj le recimo bom izhajala, bom povedala, ne, lepo samo popravimo. Povedala, se takoj vidi, tudi že tukaj je sprememba, povedala in tako naprej. Skratka, to je zdaj osnova. Ampak, kaj smo zdaj s tem dobili, je to, da smo med našimi izdelki dobili video, ki je čist, bom rekla, izdelek zase, bom pokazala na mojem namizju. Če grem jaz domov, skratka, pod tole hišico, pridem do vseh svojih izdelkov in to bo zdaj pomenilo, če bi vsakič dala vsak video, to se pravi vsak ta kratek video, kot da ga naložim prek te opcije, ki smo jo videli gor, bo skratka se tukaj le med mojimi izdelki vsak video shranil kot izdelek zase. Ne? In zdaj jaz imam rada stvari urejene, lahko pri meni vidite, da jaz v bistvu vse objave istega tipa delam v isti mapici, oziroma ne mapici, ampak v isti datoteki. Tukaj le pa praktično pride vsak video zase. Ne? Poleg tega, ne, vsakič, če želim recimo karkoli spremeniti, recimo, da jaz ne bi rada imela tele objave ležeče, ampak bi jo rada imela kvadratno, pa da so podnapisi, da se majčkeno nižji dol premaknejo, pa tako naprej, rabam to vsakič jovo na novo popravljati oziroma se igrati s tem. Tako da sem si jaz kar naredila v bistvu eno predlogo in to je ena od stvari, ki jo tudi pač običajno, ko delam s podjetniki, predlagam, da v bistvu si naredite predlogo v Canvi in ta predloga pri meni zdaj pomeni, ne, vidite tukaj le, ima naslovček, ima tole vsebino in vse, kar zdaj naredim, je v bistvu, da potegnem video noter. Ne. Torej, če imam jaz predlogo narejeno, potem ne rabim video posebej nalagati, pač preko tiste opcije, ki smo jo videli, ampak lahko naložim torej direktno v tole zadevo in grem tukaj pod naložena vsebina in pod naloži, torej recimo video posnetki in naložim video gor. Zdaj jaz tega videa trenutno ne bom nalagala, ampak torej gremo pod naložena vsebina, pod video posnetki in naložimo datoteko z našega računalnika in vse, kar potem rabimo narediti, je, da to datoteko takole vržemo sem gor. Ne? Zdaj zaenkrat to je samo datoteka. Lahko se pa igramo, skratka lahko delamo čisto enako varianto, se igramo kot kjerkoli drugje v teh video urejevalnikih, tako da se jaz recimo nastavim, kako ne bi izgledali. Potem pa v bistvu zaženemo podnapise. Torej, potem pa grem tukaj na levi strani, kjer imam podnapisi in mu povem, na kateri strani, za katero objavo naj mi naredi podnapise. Zdaj, torej, jaz imam v tej datoteki zbranih že prejšnje videe, ki sem jih naredila, torej in že imajo podnapise. Zato tudi, ko tukaj le pridem do napisov, pa če pogledamo, bomo videli, pri temle videu, pa pri temle videu, pa pri temle videu so že kljukce. To se pravi, mene zanima tale posnetek, ki sem ga zdaj naložila, ga pokljukam, oziroma bom pokljukala samo tega, to se tako le, da pokljukam na tega, ne naredi podnapise, dam ustvarjanje podnapisov in je isti postopek kot prej, samo s to razliko, da so se podnapisi, da imam zbrane stvari v eni datoteki in imam že pripravljeno tudi predlogo. Potem si pa še pomagam, podnapise želim recimo, da so vedno modri, pa s tako pisavo, kot jo uporabljam, tako da bom tukaj letele zaznačila, pa da mi bo uspel. Tole pa moram dodati, no, je pa majčkeno bolj zoprna varianta, ne dela najlepše. Jaz sem se znašla, pa bom dala kopiraj slog, pa bom videla, če ga je skopiral. In potem pridem sem in prelepam zadevo. Da vidimo, če bo naredil. Ja, je naredil. Včasih se sicer tako naredi, da naredi samo slog, skopira samo za en del besedila, tako da včasih se treba majčkeno poigrati. No, se vidi, da tale funkcija še ni čist najbolj dodelana, ampak evo, dobili smo praktično, v bistvu imam pripravljeno zadevo v parih minutah. In bistveno, kar je to, da imam zbrano vse v eni datoteki in potem, ko dam izvažati, ko izvozim video posnetek,
dam prenos in seveda zaznačim, da želim prenos samo enega videa, to zraven recimo samo številka 1, dam dokončano in dam prenos. Skratka, to je v bistvu vsa znanost, tako da še enkrat poudarjam, torej, če gremo preko tiste opcije Canva pod napisi, torej preko tiste strani, se nam bo naložil samo en video, kar je majčkeno bolj zoprno, kadar želimo potem imeti nekaj še to celostno grafično podobo dodati, ali pa da želimo imeti lepo urejeno v Canvi, da so vsi formati istega, oziroma vse datoteke istega formata v eni datoteki.